Že tukaj Valentin. Danes sem na Bledu, ker sem se udeležil konference z naslovom Trendi na področju družbene odgovornosti 2015 v organizaciji Mreže za družbeno odgovornost oziroma Inštituta Equilib. Konferenco smo imeli v dvorani poslovne šole Bled IEDC. Trajala je od 9 dopoldne do 5 popoldne. Po konferenci je bil še sestanek članov mreže. In o čem smo govorili, kaj smo ugotovili in kaj smo sklenili. Številni govorci so povedali, da je družbena odgovornost še vedno taka nezaželena tematika med podjetji, da v tem vidijo samo dodaten strošek in dodatno potrato časa. Torej, da se ljudje še vedno obnašamo precej neodgovorno. Predvsem pa so govorci, vključno za gospo Vesno Godina, ugotovili, da kapitalizem preprečuje odgovornost ter etično ravnanje ljudi. Zato, ker etike se ne da prodajati, kapitalizem sloni na kovanju dobička, dobiček pa ne moreš ustvarjati, če se obnašaš etično, ker etika pomeni delitev dobrin, torej zagotavljanje dostojnih življenjskih pogojev za vse ljudi. V kapitalizmu pa je dobiček na prvem mestu, torej nad neko empatijo oziroma dostojnim življenjem vseh. Vse družbe so delovale na ta način, da so najprej zagotovili preživetje vsem članom družbe, potem pa šele so višek dobička nekateri razdelili med sabo, oziroma kdor je pač več delal, več ustvaril, je imel tudi potem večjo nagrado in korist od tega. Pri nas pa se celoten dobiček usmeri samo na manjše število ljudi, tiste, ki imajo določen vpliv. In pred leti je bilo večina globalnega bogastva v rokah 80% ljudi, sedaj pa je večina bogastva v rokah nekaj odstotkov ljudi oziroma korporacij. In zelo nevarni so tudi razni ti skriti trgovinski sporazumi, ko se korporacije za zaprtimi vrati dogovarjajo o uvedbi zakonodaj, ki so potem obvezne za vse članice, recimo Evropske unije. In to se dogaja za zaprtimi vrati brez vednosti držav. Na ta način korporacije izkazujejo, da države več nimajo pravega vpliva in da so korporacije tiste entitete, ki so močnejše od držav, ki
ne poznajo meja, so torej globalne organizacije in te ščitijo svoje ekonomske interese, ki so pa v glavnem ustvarjanje dobička. Seveda je to netrajnostni pristop, za katerim tudi potem te globalne korporacije same sebe nažirajo, kajti ko se izkoristijo vse države z nizkocenovno delovno silo, ko se izropa vse naravne vire, potem nimaš več nikogar več izkoriščati in potem podjetje propade. In še pred nekaj desetletji je bila življenjska doba podjetij približno 75 let, povprečna življenjska doba. Potem se je to skrajšalo na 7 let in sedaj je veliko podjetij, ki ne preživijo niti enega koledarskega leta. Potrebne so torej številne prilagoditve spremembam, globalnim trgom in seveda potrebam ljudi, kajti vse več ljudi postaja ozaveščenih, želijo si etičnega voditeljstva, želijo si enakovrednih odnosov in enakopravnih zaslužkov. Zato bo seveda potrebno popolnoma prestrukturirati družbo, da čim bolj posnemamo naravo, kajti v naravi ne potekajo stvari tako kot pri človeški družbi, ko nek izdelek proizvedemo, potem ima neko življenjsko dobo, potem pa se ta izdelek zavrže in se s tem obremeni okolje. V naravi vse kroži, je trajnostni sistem. Nujno je torej, da ljudje začnemo posnemati naravo in da tudi naredimo trajnostni sistem, kjer bodo storitve in izdelki krožili. Glede tega, glede teh rešitev, kako to doseči, pa ustanavljamo politično združenje za kratico ZEO. To je kratica za Združenje enako odgovornih. Naš namen je vpeljati trajnostni družbeni sistem, ki bo brezpogojno in avtomatično zagotovil dostojne življenjske razmere vseh ljudi. Vabim vas, da si v povezavah tega videoposnetka pogledate te informacije in podprete te rešitve. Da čim prej prenehamo za to norostjo, ko nam je v interesu samo večanje BDP-ja, povečevanje zaslužka, napihovanje nekega denarnega balona, ropanje naravnih sredstev in da se bomo končno začeli obnašati odgovorno, tako kot se že od nekdaj obnašajo živali. Hvala za posluh in nasvidenje.